Zdravo, Jure tukaj, sem pevec in kitarist pri različnih zasedbah in igram kitaro že od malih nog. Ponovno sem se odzval na željo enega mojih Facebook prijateljev in snemam tale filmček o trzanju. Ja, danes bomo govorili o trzanju na kitari. Jaz uporabljam trzalico debeline 0,88 mm. Všeč mi je, ker naredi malce toplejši zvok na kitari. Če bi igral kakšno tršo zvrst na električno kitaro, bi izbral verjetno debelejšo trzalico. Trzalica pa ne glede na debelino primam takole, med kazalec in palec, tako da lulček trzalice gleda pravokotno na palec in nekako v smeri kazalca. Ja, jaz upam, da se vidi. Roko potem položim malce stran od kobilce, nad strunam. In sicer tako, da lahko strune s tem delom roke dušim, tako kot rabim. Primer. Se pravi, res tukaj nekje ob kobilci. Ne čist nad kobilco, ampak takole, da lahko pridem takoj do strun, da jih zadušim. Trzalica mi pade na ta območje, kjer je luknja. Tukaj se mi zdi, da je najlepši zven kitare, je pa za vsako kitaro drugače. Treba pogruntati nekako, kje ima svoj najlepši zvok. Meni tlele najbolj odgovarja. Opazil sem, da še nekaj delam zelo veliko. Mezinec in prstanec dostikrat položim na kitaro in to mi omogoča, da imam neko sidro, neko vodilo, do kam lahko z roko maham in kako daleč lahko maham. Torej, kje sem. To ne delam vedno, sem pa opazil, da kar velikokrat. Poleg tega, da dušim s tem delom roke, dušim tudi s palcem in kazalcem. To sem opazil zdaj zadnje dni, ko sem tuhtal za tale filmček. Zelo na veliko načinov dušim kitaro, ne samo z levico, tudi z desnico. Od kazalca, palca, te dlani, vse sorte delam, da struna ne zveni. Ker to je najtežje, najlažje je udariti struno, ampak da zveni toliko časa, kakor vi hočete in na tak način, kot vi hočete, jo je treba dušiti, jo je treba prijeti na ta prave načine in to je reč, ki jo ne boste takoj osvojili, je treba veliko vaditi in veliko izkušenj boste potrebovali, da boste to znali. Roko položim zgoraj na kitaro, tako da je nekako sproščena, malo se poravnam, zaradi tega, da me nič ne boli, ne delati tega, ne delati tega. In z lepo sproščeno roka tukaj mahadra okrog strun. Ne igra se tako kitara, igra se tako. Ko vadite, naj vas nič ne boli, sproščeno in pokončno držite se. Ne tako, kot jaz zdajle, ko moram tlele v kamero gledati, da se vse vidi. Dobro, pa poglejmo kar vaje. Naštimal sem 3 vaje in sicer izbral sem 3 akorde G-dur, C-dur in D-dur. Za nalaš sem izbral te 3, da boste imeli malo izziva. Pri G-duru boste zaigrali vse strune, pri C-duru ne boste zaigrali 6. strune in pri D-duru ne boste zaigrali 6. in 5. strune. Ja, tako. Zaradi tega sem izbral te 3 akorde. No, začeli bomo z brenkanjem. In sicer sem izbral to taborniško brenkanje, to, ki je vsem poznano, to, ki vam bo še čez 10 let prav prišlo. Dol, dol, gor, dol, 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 dol. Upam, da sem prav rekel. Dol, dol, gor, gor, dol, gor, dol. Ja. Zraven sem si naštimal metronom, tako da boste imeli 4/4 tak, da boste videli, kako gre to vse skupaj. No, pa si poglejmo to vajo, pa bomo pa še kakšno rekel. To je bila vaja z brenkanjem in zdaj ste že naredili, da lahko zaigrate komad od Sokolov, čist nor. Glej v zvezde, poglej me v oči, saj vidiš, da nobene razlike ni. Tako hiter. Vedno, ko delate vaje, probite dati takoj zadevo v prakso, pejte igrati čim več svojih najljubših komadov, čim več različnih komadov,
ker vaja je super v redu, prav, ampak čim prej igrati, čim prej igrati. No, pa pojdimo naprej. Za spoznavanje kitare v svojo, jaz rečem temu globino, no? Ne vem, če je glih ta pravi izraz, ampak je zelo drugače, če trzaš na zgornji E-struni ali pa spodnji E-struni, ne? In ta dimenzija kitare se mi zdi, da na začetku ti je tuja. Sicer se že navadiš tukaj le trzati, pa mogoče naslednjo struno, ampak tele so pa že, kaj se pa zdaj dogaja, je treba roko premakniti, je treba iti gor dol, je treba se zavedati, kje je kakšna struna. No in za voljo tega sem naredil naslednji dve vajci, iste akorde bomo ohranili, šli bomo pa dol, 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 dol in potem se obrnili in šli gor, 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 gor s trzanjem, ja? Evo, takole nekako. Ja? Pa si poglejmo vajo. No in kot nadgradnja te vaje bomo namesto dol, 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 gor, 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 trzali dol, gor, dol, gor, dol, gor. Temu se reče izmenično trzanje in bo izgledalo nekako takole. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dol, gor, dol, gor, dol, gor, dol, gor. Ja? In tako bomo šli tudi čez C in D. Tukaj se zdaj pa odprejo polhane enih možnosti, ampak za voljo začetka bomo samo še to vajco pogledali, če vas še kaj zanima. Okrog teh vaj, jaz vam jih lahko dam za ure in ure, ampak v tem našem primeru pa mislim, da je to več kot dovolj za začetek, da bomo dali nekako občutek te globine kitare. Pa upam, da vam je prav prišlo, pa se vidimo naslednjič, če ima pa kdo še kakšno idejo, o čem naj filmček posnamem, pa kar, pišite mi. Čau!